Spoštovani gledalci, vabim vas, da si pogledate oddajo, v kateri bova z gospo Vlasto Nussdorfer govorili o oskrbovanih stanovanjih, o prednostih teh stanovanj, predvsem pa o življenju in delu stanovalcev v teh stanovanjih. Ta stanovanja so izredno primerna za jesen življenja, saj nudijo udobno bivanje, predvsem pa druženje in izolacije ni v takih stanovanjih. Ko boste enkrat se odločili, da prodate svojo hišo ali svoje stanovanje, ki je preveliko za vas, in ko vaši otroci odidejo, se pogumno odločite za nakup takega stanovanja, v katerem boste na stara leta doživljenjsko lahko uživali. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Moja današnja gostja je kolegica, pravnica. Posebna pravnica, kajti danes pred to oddajo in snemanjem sem izvedela, da se celo poznava. Prej glede na njen priimek tega nisem vedela. A o tem bo morda povedala kar sama. Torej, pravnica, ki danes živi v oskrbovanem, nevarovanem stanovanju, tudi o tem bova govorili, kajti je velika razlika med tema dvema pojmoma. Dobrodošli, gospa Maja Praprotnik. Od kje se midve poznava? Povedali ste mi neko zgodbo, za katero priznam, da sem na njo pozabila, a vi ste mi jo obudili. Gospa Vlasta, midve se poznava iz sodišča, in sicer sem jaz med službovanjem, ko sem bila v službi kot pravnica v Mladinski knjigi, bila poslana na pravosodni izpit in sem prišla k vam na tožilski oddelek na prakso. Ker morala sem se udeležiti prakse na vseh oddelkih in tako sem prišla tudi k vam. Bila sta zelo razumevajoča, zelo strokovna in ste mi pomagala, seveda sem morala narediti vse izdelke in ste me tudi pohvalila. Od tam se poznava, potem se pa nisva več srečali. To je bilo že zdavnaj, po letu 80 najbrž. Ja, to je bilo po letu 80. Bila sem mlada tožilka, z zelo malo izkušnjami, tako da upam, da sem vam vseeno kakšno pametno povedala in vas pripravljala na ta izpit. Čeprav nisem specializirala potem jaz kazenskega prava, ampak sem ostala v gospodarstvu in sem dejansko tudi veliko zastopala v gospodarskih zadevah našo firmo. Bili ste v Mladinski knjigi, ste mi rekli? Ja, bila sem v Mladinski knjigi in tam sem ostala celo mojo kariero. Kar celo kariero? Začela sem kot pripravnica in moja pot se je potem nadaljevala preko vodje pravne službe, vodje pravnega sektorja in na koncu sem tam tudi šla v pokoj. Lepo, krasno. Taka pot, ki vodi potem seveda v pokoj, ki pa ni pravi, kajti še sedaj ste zelo dejavni. Povabila sem vas namreč kot predsednico nadzornega odbora, kar veliko stopnišč pod Bukvami v Ljubljani, to je v Murglah. V Murglah, ja. Kako ste pristali v teh oskrbovanih stanovanjih? Ja, poglejte, življenjska pot nekega človeka je dolga, a hkrati zelo kratka. Jaz sem rojena v Kostanjevici na Krki, ta mladost je bila brez telefonov, ki so danes tako pogosti, med travniki, vrtovi in res v najlepšem koščku Slovenije, bi rekla. Potem sem nadaljevala v Novem mestu na gimnaziji in na pravni fakulteti v Ljubljani. Potem so prišli pravosodni izpit, poroka in službena leta. No, in življenje teče zelo, zelo hitro. Komaj se zaveš, si že v zrelih letih. Nikoli ne razmišljaš, ja, ostal bom v svoji hiši, v svojem stanovanju do konca življenja. Ampak ko mladina odide, si ti v neki veliki hiši, ki je prevelika zate. Zato začneš razmišljati, ja, kako bom pa v zrelih letih obvladoval ta prostor. To so gretje, stroški, veliko prostorov, ki jih ne uporabljaš. Pospravljanje. Rad bi se posvetil tudi kakšnim hobijem. Rad bi šel na potovanje, rad bi se družil. No, in tako potem
leta 2015 in 2016 je družba Mijax, to je ta brošura, predstavila izredno torej da bo gradila izredno lepa oskrbovana stanovanja v zeleni oazi, to je v Murglah. Ta stanovanja naj bi zagotovila doživljenjski dom in bivanje, se pravi, da bi tam človek ostal do konca življenja, da pa bi imel vse ugodnosti takega varovanega oziroma oskrbovanega stanovanja. In sicer, Kaj vas je najbolj navdušilo? Zakaj se ljudje odločijo pravzaprav za tak nakup? no, sedaj, ko se veliko pogovarjam s sosedi, s stanovalci, bi rekla, da jih je najbolj navdušilo to, da je v tem centru, ki ima 4 take sklope hiš, po največ 30 stanovanj, kar je predpisano za oskrbovana stanovanja, najbolj jih je navdušil ta zdravstveno-terapevtski center, ki je bil obljubljen v tem sklopu oskrbovanja. Ker to najbolj rabiš, ko si starejši, Tako. pa še bazen. Pa še bazen zraven. Namreč v tem centru naj bi človek živel varno, mirno, tudi zasebno, hkrati pa mu naj bi bilo omogočeno druženje z ostalimi, ne? Ker mnogi ostanejo v teh letih tudi sami in osamljeni. No, tako smo se res tudi midva navdušila nad temi stanovanji in v samem stanovanja pa so v prelepem okolju Murgel. Teh murgelskih hiš, Tako. ki jih poznamo. V bližini je pa celo center, kjer je veliko trgovin in različnih ustanov. Tako. Znotraj naj bi bil fitness, savne, fizioterapija, wellness, bazen, skupni prostori, kjer bi kavarna, skupni prostori. In za vsako od teh hiš je predviden skupni prostor, ki je tudi obvezen po pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih. Zato je treba samo 30 recimo stanovanj, ne vseh 100. Zato je treba samo 30. Mnogi so se navdušili, prodali stanovanja, prodali hiše ali pa jih odstopili otrokom. Jaz sem odstopila hčerki in njeni družini, ko so rabili hišo, ker so pač otroci zrasli. In sva sklenila, najprej se nisva preselila, potem sva pa sklenila, zdaj pa dovolj, greva v stanovanje. No, Kaj vse ste na začetku koristili? v začetku smo koristili vse. Bazen, savne, fizioterapijo. Predvidena je bila zdravstvena ambulanta. In to naj bi tem ranljivim skupinam starejših nudilo celovito zdravstveno-terapevtsko oskrbo. Zato v glavnem so se vsi odločili. Seveda je bilo stanovanje glede na to ponudbo tega centra nekoliko dražje, ampak si pač drugje prišparal, nekateri so vzeli tudi kredite in si kupili stanovanja. Ker običajno niti v drugih oskrbovanjih ni vsega tega, ne? Ne. Tako da je to bila res ekskluzivna ponudba. To je bila zelo ekskluzivna ponudba. Tudi stanovanja so zelo lepa, s prostornimi terasami, balkoni. Znotraj je atrij in v tem atriju, to je zaseben atrij, velik atrij. Tu smo že priredili tudi piknike, prireditve in resnično center nudi vse. Seveda imaš možnost, glede na dolgotrajno oskrbo, ki je predvidena, da bi si najel pomoč, hrano in vse. Tudi zvonček, ta, ki je zdaj modern, e-oskrba, tudi to. E-oskrba tudi, ampak to trenutno sedaj še ni na razpolago, sigurno pa bo, glede na predvidene ukrepe, ne. Vse to smo imeli na razpolago, ampak malo smo pa ugotovili, da Kje se je najprej zapletlo? najprej se je zapletlo pri skupnih prostorih. Ko kupiš stanovanje, seveda ne greš gledati v zemljiško knjigo, ali je skupni prostor na razpolago ali ni. In takrat so stanovalci ugotovili, da je investitor, to je bil Mijax, dal na razpolago v bistvu 2 prostora, enega vpisal v zemljiško knjigo, vse ostale, se pravi 3, pa ne. V teh ostalih, razen ta pri bazenu, je želel upravljati svojo poslovno dejavnost.
in te prostore je opredelil kot posebne skupne prostore, kar pa resnično niso bili, ker so bili v njegovi izključni lasti. Pa bi dobil dovoljenje, če ne bi predvidel, da bodo ti skupni prostori za vsak vhod ali ne? Ne bi dobil. On je dobil gradbeno in uporabno dovoljenje ravno zato, ker pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih izrecno določa, da morajo oskrbovana stanovanja imeti skupni prostor blizu vhoda v kompleks oziroma v stavbo in ta mora biti tudi opremljen. Namenjen je pa druženju stanovalcev. No, in investitor je to vse lepo napisal na sebe v zemljiški knjigi, razen enega, kot sem rekla, in tudi ga začel uporabljati za svojo poslovno dejavnost. Razen tega, ki nam ga je dal, plus tega, ki je bil ob bazenu. Tega pa smo lahko tudi ta prostor, stavba 9, vse skozi uporabljali. Čemu je bil pa namenjen ta prostor? Druženju, o praznikih? Namenjen je bil druženju, namenjen je bil raznim posvetom, knjižnemu klubu, ki ga imamo organiziranega, in to je teklo lepo, normalno naprej. Sedaj bomo morali prekiniti, ker je prvi del tega pogovora zaključen, vendar bova z zanimivostmi oskrbovanih stanovanj nadaljevali. Hvala. Ponovno lepo pozdravljeni, moja gostja je še vedno Maja Praprotnik, pravnica, gospa, ki živi v Murglah v enem izmed oskrbovanih nevarovanih stanovanj. A morda čisto na začetku rečeva, zakaj ljudje pogosto trdijo, da so to varovana stanovanja, potem si nekako predstavljaš, da je nekdo na vhodu, da je neka varnostna služba, v bistvu gre pa zgolj za oskrbovana, če sploh so oskrbovana. V bistvu to niso varovana stanovanja, ker ni nobenega varnostnika. Imamo sicer upravnika, ki skrbi za delovanje vseh sistemov, ki skrbi, da je red v hiši, hišni red, skratka. Ampak sam izraz varovana je pa napačen. Ali pa so to tudi oskrbovana stanovanja. V tem hipu bi lahko rekli, da oskrbovanja ni, glede na to, da dolgotrajna oskrba nima kadra. Lahko sicer so določene ponudbe, ki jih dobimo na oglasni deski, da bi lahko prišli pospravljati, oskrbovati, negovati. In tu si lahko vsak sam tudi... Ampak hrano recimo bi prinašali od kje? Z kakšnega doma starejših ali vrtca? Ja, lahko si naročiš, ne? Lahko obstaja firma, ki kuha, ki dobavlja hrano. Lahko pa tudi naročiš dobavo hrane iz centra Murgle. Tudi v centru Murgle je dobra restauracija, ki omogoča, da ti celo prinesejo. Lahko greš k njim jesti ali pa ti prinesejo. Tako da to, mislim, te razlike pravzaprav ni. Tako da ljudje nekako vedo, se tudi v celi Sloveniji nimamo varovanih, ampak oskrbovana stanovanja. Je pa precej odvisno od vas samih, ki tam živite, koliko se tega poslužujete, kaj delate. In ostali sva ravno pri teh prostorih, ki naj bi bili skupni, pa so nekako izginili. Torej, to je pa naša največja tegoba. V bistvu vsakem, lahko bi rekli, da ta center je res en raj sredi zelenja, ampak razpoke so pa v vsakem raju, ne, kot vidimo. Stanovalci so se morali takoj od začetka že, ko so se vselili, boriti za skupne prostore, ki jim v bistvu pripadajo. Sodno? Sodno. Sprožena je bila tožba in uspeli so s poravnavo dobiti nazaj en skupni prostor in 3 parkirne prostore, ki so tudi obvezni za vsako od stavb. Brezplačni ali to so za invalide? Zakaj? To so za oskrbovalce. Za oskrbovalce. In tako smo to tudi dobili nazaj. Glede tega prostora v stavbi 9, oziroma pod bukvami 9, ta skupni prostor pa je bil na razpolago nemoteno, tako da niti nismo bili pozorni, da bi rekli, bomo tudi to tožili.
Vse skozi je bil na razpolago, opremljen, tako kot mora biti po pravilniku, in smo ga uporabljali. Aha, ta ni bil predmet potem tožbe? Ni bil predmet te tožbe, no, s tožbo se je le uredilo, da imamo zdaj 2 skupna prostora na razpolago. Ta tretjega bom pa povedala, kaj se je potem naprej dogajalo, ne. Namreč investitor je prodal celoten center dobrega počutja, zašel je v neke težave in je center dobrega počutja prodal eni drugi firmi Pura Vida. Ta firma je tudi stopila v situacijo centra dobrega počutja s celotno fizioterapevtsko zdravstveno dejavnostjo, bazenom in vsemi prostori, ko sem rekla, terapija, fizioterapija. To se pravi, je bilo enako kot prej? Enako. To je trajalo skoraj 1 leto. Nobenih problemov glede skupnega prostora. Po 1 letu, to je bilo pa junija 2024, je pa ta firma nenadoma celotni center dobrega počutja in skupni prostor zaprla in tam začela izvajati gradbena dela. Slišali smo razbijanje, ropotanje, obvestili so nas, da je to zaprto začasno in da bojo predvidoma do konca leta 2025 vse uredili. No, to se pa ni zgodilo. Čezdalje bolj so ropotali, čezdalje več je bilo od materiala, ki so ga vozili ven iz teh prostorov, in mi smo bili popolnoma zgroženi, kaj je zdaj to. Pozvali smo jih tudi na sestanek, dogovora ni bilo, potem je pa naša zelo, moram reči, delovna članica te skupnosti oskrbovanih stanovanj, ne vem, Akčanova, rekla, jaz moram to odkriti, kaj se tle dogaja. In se je pozanimala, oziroma tudi ostali na upravni enoti, kaj se dogaja v naših prostorih. Tam je izvedela, da ta investitor Pura Vida celoten prostor zdravstveno-terapevtski preureja v zasebno stanovanje. Bili smo prav šokirani in seveda tega, in to brez našega soglasja, brez soglasja upravnih dovoljenj, brez česarkoli. Pa so posredovali kakšne inšpekcije? Ja. Gradbeni inšpektor je bil angažiran, da pogleda, kaj se dogaja. No, in gradbena inšpekcija je ta postopek dejansko izvajala celo leto. Končala ga je pred kratkim. Bili so 4 ogledi. Na teh ogledih sicer smo bili mi, najprej sploh nismo bili povabljeni, potem smo si nekako zahtevali smo, da smo stranski udeleženci, to so nam priznali, smo se udeležili teh obravnav, vendar nismo smeli biti prisotni v samih prostorih, kjer se je to izvajalo. Niso nam dovolili. Mi smatramo, da nam je bila pri tem grobo kršena pravica do neposrednega izvajanja dokazov, govorim kot pravnica. Smo se pritožili, smo pisali vloge, plačali smo tudi precej denarja, ker smo morali najeti odvetnika, ker tudi Pura Vida ga ima. Zadeva se je celo leto vlekla in na koncu pred kratkim gradbeni inšpektor ugotavlja, da pač ni nič takega, da bi zahtevalo gradbeno dovoljenje, da se ne more ugotoviti, kaj pravzaprav dela tale stranka, da namembnosti ne spreminja oziroma ne more ugotoviti, s kakšnim namenom se to dela, čeprav se s prostim očesom da videti, da je dejavnost spremenjena. Torej ne bi bilo več ne bazena, ne vseh teh uslug? Noč so porušili stene, tako da dejansko fizioterapije, fitnesa, savne, tega sploh ni več. Skupni prostor, celotno opremo, ki je obvezna po pravilniku o minimalnih tehničnih, je odpeljana. Poseženo je v vodovodno, v inštalacije električne, tako da prostori so pravzaprav demolirani. Na naše vprašanje, ali bo še vedno obstajal bazen, je bilo odgovorjeno, da ne. Potem enkrat, da bo. Kdaj bojo odprli, ne želijo povedati. In mi nadaljujemo z našo kalvarijo
na naslednji stopnji pred ministrstvom. V tem času smo se tudi pritožili oziroma zahtevali ukrepanje strani Ministrstva za naravne vire, za okolje in prostor, na upravni inšpekciji, ki nadzoruje vse upravne postopke. Veliko našega časa gre, veliko našega denarja gre, vsi se že pritožujemo, ja, bomo plačevali do konca življenja. Vi ste predsednica nadzornega odbora in še pravnica. Ja. Kako gledate pravzaprav na tak nakup, ki se spreobrne potem v neko kršitev vaših pravic? Jaz mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Zlasti pa je nesprejemljivo, da se tako ravna z starejšimi ljudmi, z ranljivo skupino. Mnogi so tudi invalidi, ne morejo, so gibalno ovirani. So morda želeli bazen zato, da bi svoje sposobnosti ohranili? Tako, tudi so hodili na fizioterapijo, hodili so se razgibavati v bazen s fizioterapevtom. Vse to človeku pomaga, da ostane aktiven v pozna leta in tudi mobilen, kar je osnova. Če obležiš v neki posli, potem moraš iti v dom starelih. Torej, s to žalostno zgodbo bomo zdaj zaključili drugi del, v tretjem pa nadaljevali. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, gostim gospo Majo Praprotnik, ki je pravnica in hkrati v pokoju, a še vedno zelo aktivna, kajti ste v Murglah, v oskrbovanih stanovanjih, ki imajo pač tako ime. Pod bukvami več številk je navedenih in kot predsednica nadzornega odbora imate veliko dela. Govorili smo o tem, kaj vse je bilo narobe v teh pač zadnjem letu ali dveh. Kako se pravzaprav počutite stanovalci sedaj? Stanovalci smo zaradi vsega tega vznemirjeni. Ko se zjutraj zbudiš, takoj pomisliš, ja, a moramo zdaj kaj pripraviti za odvetnika, bomo sklicali sejo nadzornega odbora. Kako je to mogoče, da so taki računi, ki jih moramo plačevati za nekaj, kar smo kupili? Razumem, da nismo kupili bazena. Kupili smo pa skupne prostore in to 4 in nam pripadajo. In ne more si nekdo pri taki zakonodaji nase napisati v svojo lastnino te prostore, jih zapreti in odvzeti stanovalcem. Najbrž že prodati ne bi smeli brez obveze kupca, da bo s tem nadaljeval zdravstveno dejavnostjo. Center dobrega počutja je v tej brošuri naveden kot sestavni del. Tako. In najbrž je marsikdo kupil tudi zato, da bo v starosti lahko obiskoval fizioterapijo, savne, bazen. Tako, točno tako. Pričakovali ste tudi kuhinjo, tudi lokal je bil zelo lep in ga sedaj ni. Torej, ob nakupih teh stanovanj, oddaja je namenjena starejšim, ima naslov Moja modrost, aktivna starost, je potrebno v teh časih biti očitno zelo, zelo previden. Zelo, zelo. Pa še če si previden, najbrž nikoli nisi dovolj, da kdo ne poseže vmes s svojimi motnjo tvojih pravic. Ampak kljub temu, da živite sedaj razočarani, imate pa veliko nekih lepih dejavnosti. A nam kaj poveste o tem, s čim vse se ukvarjajo stanovalci in stanovalke? Ta skupnost ima izredno veliko lepih dejavnosti. Kljub vsem tem težavam, ki jih imamo, ne popustimo in dejavnosti se dogajajo naprej. Imamo 2 prostora krasna in kaj vse. Imamo jutranjo, torej 3 vrste telovadbe, tako da kdor si hoče... Kakšne pa so te telovadbe? Zjutraj je šola zdravja. Aha, to je ta, ki je širom Slovenije. Tako, v Atriju se zberejo, kdor želi pride, telovadi in se že zjutraj razgiba. Potem imamo telovadbo z aljažem, ki je malo bolj zahtevna za tiste, ki zmorejo več moči. Potem imamo jogo na stolu, za tiste, ki ne želijo preveč. Kdo vse vodi to? To so kadri tega dnevnega centra. Aha, to kot dnevni centri, ki so po Ljubljani. Dnevni centri, ki so po Ljubljani in potem njihovi izvajalci pridejo k nam, plačamo eno članarino in
se odvija. Tudi same naše gospe so izredno aktivne in organizirajo telovadbo Peti element. Tako po televiziji je. Kaj pa je to? To je pa posebna telovadba. Na televizijskem ekranu je vaditeljica, ki pokaže gibe in samo telovadbo. Mi sedimo na stolih ali pa stojimo in spremljamo in telovadimo. To se dogaja kar 2-krat na teden. To je v teh skupnih prostorih? To je v skupnih prostorih. En prostor imamo specialno za to, za razgibavanje, drugi je bolj namenjen sestankom, druženju in sejam nadzornega odbora, sejam zbora etažnih lastnikov in tako. Moram povedati, da imamo tudi zelo kvalitetno umovadbo, da razgibavamo možgane. Proti demenci? Proti demenci. Tako da... Gostila sem dr. Pirtoška in je ravno o tem pripovedoval, kako je potrebno biti v tem obdobju zelo umsko aktiven. Gospa Miša Savin vodi to izredno z mlado pomočnico. Delamo vaje, računamo te umske vadbe, za domov dobimo naloge, skratka neverjetno. Prinesli ste nam nekaj fotografij, nekaj je vaših, pa jih pokomentirajmo, nekaj pa tudi skupnih. Videla sem delo nekih venčkov. Ja, to je pa še iz časa Rožne doline, terjerček Solo, ki žal ni več živ. Jaz sem izredna ljubiteljica psov, sem imela tudi 2 legla, tako da sem res se s tem veliko ukvarjala. Tu sva z Nevenko Ahčanovo, ki je, moram reči, kar motor. Ona je motor vaše hiše, bloka, vsega. Pripeljala je to dejavnost tudi v hišo in tu delamo venčke, novoletne venčke. Tu smo potem tudi ob praznovanjih. To je pa moja fotografija. 6 časov. 6 časov, ko sem bila pravnica v Mladinski knjigi in sem vodila pravni sektor. Zelo lepo obdobje z mojim čudovitim direktorjem Milanom Matosom. Aha. Ja, tako. To je moj rojstni kraj, Dolenjske Benetke, Kostanjevica na Krki, kamor se redno vračam. A se vračate, ja, lepo. Tako. Najbrž je konec teh slik. Prikazale pa so življenje nekoč in življenje danes. Kaj bi recimo rekli, imamo še nekaj minut do konca oddaje, ljudem, se je pametno odločiti, da pustiš hišo, ki je velika in odiđeš v nek tak novi dom, kajti ta stanovanja imajo pa določeno prednost, tudi ker so zgrajena širša vrata, možnost invalidskega vozička, torej oskrbovana stanovanja imajo določene prednosti. Ja, bi rekla, da smo lahko zelo zadovoljni, da je taka ponudba. Stanovanja so zelo prostrana, visoki stropovi, možnost gibanja invalidom, velike kopalnice, možnost druženja. Nihče, ki ne želi biti osamljen, ima možnost v skupnih prostorih, da se druži. To je pomembno. Kako ste se to združili? Pišete ljudem, objavljate, dajte v nabiralnik, na kakšen način pridobite? Objavljamo. Imamo prav mail listo oskrbovana stanovanja, kjer obvestimo, kaj se bo dogajalo, na oglasnih deskah obvestimo in seveda o priložnostih novo leto, pust, vedno se družimo. Tudi v Atriju se družimo. Tako da to življenje je zelo pestro, tako da skoraj seveda imaš tudi zasebno življenje in ta stanovanja. Če ne želiš, se pač ne udejstvuješ. A je pa bila na začetku neka omejitev nad 65 let? Ja, začetku je bila. A to še velja ali ne? Ne, mislim, da ne, ker zdaj od nobenega več ne zahtevajo, da bi dokazoval, da je star 65 let. Notri je tudi nekaj mladih ljudi, ker določeni ljudje oddajajo. Niso moteči, je to? Ne, to je prav popestritev. Medgeneracijsko, ne? Tako, da se srečamo z mlado generacijo. So zelo prijazni, prijetni, tudi asistentka, gospe Savin je zelo prijetna. Skratka, druženja in dogodkov. Pa prostori so tudi skupni, lepo urejeni, imate neko razstavo slik? Tako, na hodnike smo od šole dobili čudovite. Bližnje šole? Ali ne? Ne veste, ja. Ne vem točno. Od eno izmed šol. Mislim, da je bližnja. Mislim, da je bližnja, ja. To je točno Koseze, ne? Ne, ta šola Murgle.
smo dobili krasne slike, ki so popestrijo hodnike, potem tudi kakšno rože, cvetje namestimo na hodnike. Sami prostori so zelo lepo opremljeni, razen ta, kjer je Tudi čistoča, ne? Imate svojo snažilko ali imate kaj upravnik jo priskrbi? upravnik organizira čiščenje, malo je bilo težav s tem, ampak zdaj pa imamo svojo čistilko. Tudi garaže so Tudi spodaj? garaže so spodaj in zunaj na razpolago. Skratka, ta kompleks je To se pravi, je priporočljivo, da starejši razmislijo, zelo, da niso osamljeni v nekem bloku, kjer nikogar ne poznaš, pravijo celo umrejo, pa 14 dni ne vedo, ja. da niso več živi. Pri vas to ni možno, ker ste zelo povezani. ne? Zelo povezani, prijazni, prijetni med sabo. Še enkrat bi se odločila za to, seveda pa bi morali paziti na zemljiško knjigo, da so skupni prostori napisani na oskrbovana stanovanja, ker tudi po zakonu pripadajo oskrbovanim stanovanjem, in tudi notarji bi morali paziti, ko se dela etažni načrt, da niso ti prostori napisani na investitorja. Ker investitorji zelo hitro izkoristijo svojo priložnost. Seveda, lahko zaidejo tudi v kakšne težave in potem Tako. pač izkoristijo ljudje, Tako. tega pa ne morejo predvideti. Ampak mi se ne bomo predali, mi bomo te prostore, ki še manjkajo, zahtevali. Ta. No, jaz vam čestitam za vaše delo, hvala vam in vašim sodelavkam in sodelavcem. Kar naprej uživajte v teh oskrbovanih stanovanjih. Vso srečo, veselje mi je bilo, da sem lahko to predstavila in ljudi ste navdušili, da na starost ne bodo osamljeni. Tako. Hvala Hvala. vam. Hvala vam.